Pozdrav iz studia 136. To so Vesti na vesti. Medtem ko čakamo, da se nam oglasi Denis Sarkić z najnovejšimi informacijami o razpletih glede morebitnega referenduma o vstopu Hrvaške v zvezo NATO, izkoristimo čas za telovadbo. Posvetili se bomo vsem tistim, ki za računalnikom preždite vsaj 8 ur na dan in imate od miške otrplo zapestje. Zelo priročna zadevica je tale rolica toaletnega papirja. Kaj naredimo z njo? Z desno roko najprej kar se da hitro odvijamo toaletni papir. Vajo ponovimo tudi z levo roko. Čas tega početja je poljuben. Ker pa seveda računalničarji veliko časa preždimo tudi na ritah, je zelo dobro, da tele kosme toaletnega papirja izkoristimo, da razgibamo tudi rit. In če imate tolerantne šefe in sodelavce, bo to krasna varianta za telovadbo. In skupaj, in še. In ponavljajte to, dokler vam nekdo ne prinese novega dela. Aha. Sarkić. Ok. Novi razpleti. Borut Pahor je z vladnim avtomobilom v Ljubljano pripeljal prvaka stranke slovenskega naroda, Zdenka Vinkova Vincenca. Dobra telovadba. S katerim se mimogrede še vedno pogovarjata o nadaljnjih ukrepih. Državni zbor je včeraj sicer sprejel sklep, ki naj bi zaščitil slovenske interese ob vstopanju Hrvaške v zvezo NATO, hkrati pa končal aktivnosti za razpis referenduma o tem vprašanju. V SSN pa so kljub temu napovedovali, da bodo nadaljevali z zbiranjem podpisov. Takšen razplet je včeraj napovedal tudi predsednik vlade Borut Pahor. In naša želja je, da ne pride do referenduma, ker je škodljiv za naše nacionalne interese. Z njim ne bi nič dosegli, nasprotno. Zato bomo poskušali storiti tisto, kar je potrebno, zato da bi bilo, če bo to mogoče, prišlo do odločitve, da referenduma ne bo. O novi referendumski pobudi, komentar dneva, Dalmatinec Janša, vendar zaradi predreferendumskega molka bom njegov komentar prebrala kar jaz. Pobudnik novega zbiranja podpisov za zakonodajni referendum, zbrati jih mora namreč 2500, je torej naš na Koroškem Poležen Dalmatinec Janša. Vprašanje za referendumsko pobudo se glasi: ali ste za to, da se v podalpski Sloveniji ukinejo tako imenovane domoljubne stranke? Stranka proti slovenskega naroda, Komunistična partija Slovenije in tista za pitno vodo? Za vložitev 2500 podpisov se je gospod Janša odločil, ko je uvidel, da v teh težkih finančno-gospodarskih časih Sloveniji mrgoli neumnih zahtev, in to takšnih, ki davkoplačevalcem pobere okoli 3 milijone evrov za vsak referendum. Zato se je odločil, da ob zbiranju podpisov pri podpisnikih zbira še denar za organizacijo tega. Predlaga, da vsi moški podpisniki pod 21 leti in vsi nad 50 v blagajno položijo 50 evrov. Vsi ostali in ženske pa po 1 evro donacije. No, na Vesti upamo, da vas je uspel gospod Janša svojo idejo prepričati. Podpise pa lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov jansa.co@gmail.com. Za donacijo pa boste na to naknadno prejeli še nakaznico, zato dopišite še svoj rojstni datum. Kje se podpišem? Atle? Na butino. Predsedniki in vodje poslanskih skupin koalicijskih strank so na vrhu koalicije pregledali predloge in stališča do paketa varčevalnih ukrepov, ki jih pripravlja vlada, in ta paket tudi podprla. Pred vrhom pa je minister za okolje in prostor, Karl Erjavec, predstavil svoje neizkušnje z varčevalnimi ukrepi. No, v prejšnji vladi se nismo ukvarjali z varčevalnimi ukrepi, ker pač gospodarska rast je bila dobra, proračun je bil soliden, tako da ne morem zdaj komentirati teh izkušenj. V prejšnji vladi se nismo ukvarjali z varčevalnimi ukrepi. V prejšnji vladi sploh nismo varčevali. Posrečena izjava.
Kako zelo posrečena pa je poteza kulturne ministrice Majde Širca, bo znano v prihodnjih dneh. RTV Sloveniji naj bi se po njenih besedah obetali boljši časi. Kajti Ministrstvu za finance je Majda Širca predlagala, da se v letošnjem zakonu o izvrševanju proračuna ob rebalansu RTV prispevek poveča za 1 evro. Jaz dam 2! Prejšnja vlada je dejala, da RTV prispevek ne bo spreminjala zaradi tega, ker bi želela boljši in cenejši program. Ta politična odločitev je seveda tudi prisiljena v to, da pred volitvami RTV prispevka ni hotela povečati. Mi menimo, da izpad sredstev, ki zaradi te politične zaveze je velik in onemogoča dobro in z zakonom usklajeno poslovanje javnega zavoda, je potrebno spremeniti. Kaj misliš, koliko je enih gospodinjstev, ki plačujejo za televizijo? Če nas je 2 milijona, pol gospodinjstev je 500 jurjev, a? Stari, sem si predstavljaš, 500 tisoč evrov več na mesec. Kaj bi lahko naredili s tem denarjem? Med drugim bi lahko evo ga predlog, pa dam tudi ta 1 evro, tudi če nimam televizije, ne začne nacionalka plačevati slovenskim avtorjem, režiserjem, animatorjem, da delamo slovenske risanke spet. Evo ga. Jaz dam 3! To. Pojdimo na bojišča. Ministrica Ljubica Jelušič je na včerajšnji seji odbora za obrambo predstavila 2 nova projekta ministrstva, s katerima bo imel državni zbor večji pregled nad mirovnimi misijami Slovenske vojske. Tudi to bilo gledali po televiziji, ne? Pripravili bomo strategijo sodelovanja v različnih mednarodnih operacijah in misijah, kjer bi vas radi za daljše obdobje vnaprej obvestili o tem, kakšni so načrti glede sodelovanja. In tam boste videli, da je pomembno, če nam pri politiki obnašanja v posameznih operacijah pomagate s svojim mnenjem. Ne bo pa možno vselej za vsak sklep prekiniti sklepanje vlade in vas tudi tu obremenjevati vnaprej, in to pomeni v bistvu 2-krat, vnaprej obremenjevati z sklepi vlade. In drugič, pripravljamo dokument, ki se imenuje postopkovnik o razpravljalni vlogi parlamenta o napotitvah na mednarodne operacije in misije, ki bo natančneje opredelil se strani vlade, kako bomo in v katerih primerih obveščali oziroma poskušali uveljaviti oziroma poskušali prositi vas za mnenje v predhodnem procesu, torej v tej tako imenovani razpravljalni vlogi. Kaj pa Cankar delate? Ma ga videl? Cankar, tam daj še enkrat mi ga to pokaži. Še zmeraj mi je pa res tisto skodelici kave. Generalni sekretar vlade Milan Martin Cvikl je komentiral zadnje izjave nekdanjega generalnega sekretarja vlade Boža Predaliča, ki je v odzivu na poročilo Komisije za pregled arhivskih prostorov generalnega sekretariata vlade dejal, da je nedopustno, da najvišji predstavniki vlade javno obtožujejo ljudi kaznivih dejanj brez kakršnega koli konkretnega dokaza. Mene zelo čudi, da politične stranke, bi rekel, razpravljajo o nečem, kar se je dogajalo v generalnem sekretariatu vlade, poročilo sprejela, poročilo objavljeno, vsak lahko iz teh dokumentov vidi, kaj se je delalo. Predvsem pa so sedaj na potezi tisti, ki morajo bodisi ugotoviti kršitve zakona o tajnih podatkih, ustreznost odnašanja fotokopirnih strojev v prostore, kjer temu ni prostora, in pa ustreznost prenašanja v Arhiv Republike Slovenije tudi gradiv, ki niso arhivske narave. Slovenija, 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 kulturac. Sinoči je v gromki Metelkove grmelo. Peter Brac, glasbenik, režiser in pesnik, nekdanji punk pevec, je z analognimi sintesajzerji in električnimi kitarami ustvarjal ubrani hrup. Performance When the Noise Comes Marching In je bila čista improvizacija. Še vreme.
Če nas slučajno zopet zamede, se Borutu Pahorju sploh ni treba bati, ker ga vedno spremlja toliko možakarjev, da mu bodo lahko sproti kidali sneg na poti, ne, ko hodi. To so bile četrtkove vesti na vesti. Ne pozabite na telovadbo. Adijo.